Zdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bom odgovarjala na kar nekaj vprašanj, kar se tiče zdravja. Tako da dobili boste odgovor tisti, ki imate težave s holesterolom, pritiskom, trigliceridi, potem vnetje sečil, bolečine v križu in kako se uporablja oglje takrat, ko imate težave s kandido in zakisanim telesom. Začnemo kar pri oglju, mogoče glede na to, da je praktično primerno za vsakogar. Verjetno ste že slišali za jedilno oglje in danes me je ena gospa poklicala in je rekla, to jedilno oglje je drago kot žafran. V glavnem, res draga zadeva. No in me je sprašvala, je rekla, nekje sem zasledila, da tvoj oče kuha kope. No, naj vam povem. Moj oče je lansko leto dopolnil 80. rojstni dan in lansko leto je skuhal 4 oglarske kope. Kaj to pomeni? To ni, ne vem, mečkana kopa, noter par drv in je to. Ampak mislim, da na eno kopo pride od tono do 2 toni ogla. No, ko sem bila doma še, seveda sem jaz tudi pomagala trgati kopo, tako da sem bila dan, dva čist črna. V glavnem zdaj tega ne delam več, ampak v glavnem vem pa vse o kopi, ne nazadnje. No in v glavnem prav oglje je sprašvala, če je dobro oglje, pač da ga kar zmelješ. No in seveda sem šla pogledat v stare knjige. V Ašičevih knjigah sem najdla, da je dobro samo lipovo oglje in dejansko smo se doma enkrat pogovarjali o tem, da pač samo lipovo oglje. No in tukaj imam knjigo iz leta 1878, bom prav povedala, 1878. Se pravi, koliko je stara ta knjiga? Skoraj 150 let in tukaj piše o oglju. Oglje se zmelje v prah. Najboljše je lipovo olje. Če lipovega nimaš, je tudi drugo dobro. Novejše, ko je oglje, boljše je. Najboljše je, če ga vzameš kar iz ognja, pogasiš in zmelješ. To je dobro za želodec, za oslabel vsled vsake bolezni. In v mleku ga najlažje se ga jemlje, jemlji ga vsak dan po 1 žlico, ne več. Kdor ima sušico, naj jemlje vsak dan 2 žlice tega prahu, posebej pa je ta prah za jetrne bolezni. No in za vse tiste, ker bomo šli naprej na holesterol, pa na pritisk, pa na trigliceride, se pravi za vse tiste, ki imate težave, kakršne koli težave z jetri, ali da slabo prebavljate, presnavljate maščobe, se pravi, da imate maščobo na trebuhu, ali imate povišane jetrne encime, ali imate holesterol, pritisk, če imate trigliceride, če imate težave z žolčem. Za vse tiste, se pravi 2 žlici oglja se zmelje v prah in se to jemlje poleg mleka. No, pri mleku pa ne boste jemali pač to trgovinsko, ki ima pol leta rok uporabe, glejte, skoraj da barva za stene ima manj roka uporabe kot pa mleko, tako da dajte kupovati pri kmetu mleko ali v mlekomatih. Če ga kupujete v trgovini, je tisto, ki je 3 dni rok uporabe ima, no, tako da se da dobiti dobro mleko. Če to mleko potrosiš na gnijočo, ne mleko, ampak če to moko, se pravi oglje, potrosiš na gnijočo in tekočo rano, bodo se začele rane sušiti in kmalu bo začela rasti mlada koža. No, tako. Se pravi, oglje lahko uporabljate in zdaj, kje dobite pač mlado oglje, če ne drugega, greste na Sevško, kjer je kolikor hočete koparjev, vem, da na Dolenjskem so koparji, vem, da so v Tuhinjski dolini koparji, vem, da so Črna na Koroškem, vem, da so koparji pa v moji strani, tako da se dobi dobro oglje. In dejstvo je, da oglje ga boste zmleli in na dan pojedli 2 žlice tega prahu. No, zdaj pa gremo naprej na težave z holesterolom. Zdaj vam bom pa risala, zato ker bo bolj enostavno to narisati, da jaz zdaj najdem flomaster, da boste vi sploh kaj videli. V glavnem, če pogledamo mi, da je tole žila res je povečana in zaradi pomanjkanja C vitamina nastanejo napokane celice, ne žilne kapilare, ampak v glavne kapilare postanejo napokane.
in telo pošlje nadomestno snov, zato ker nima zadostno količino C-vitamina, da bi gradil kolagen, pošlje holesterol. Holesterol je v bistvu dober holesterol, ampak zaradi pomanjkanja C-vitamina in tudi E-vitamina holesterol oksidira in se nalepi na to napokano žilo in nastaja obloga. In imate oblogo in greste na pregled in vam pogruntajo, da imate preveč visok, slab holesterol. Mislim, da je LDL holesterol. V glavnem, in to pomeni, da imate slab holesterol, LDL, ne me držati za besedo, ampak v glavnem, če rečejo, da imate slabega holesterola preveč in dobrega premalo, pomeni, da dober holesterol prehitro oksidira in nastane slab. Hkrati pa se lahko zgodi, da imate preveč maščob noter v krvi in temu se pa reče trigliceridi. In trigliceridi, če so previsoki, zgornja mera je 1,7 in če imate količkaj več kot 1,7, 7 je že problem. Zdaj pa zakaj je problem? Zato, ker ta maščoba se nalepi na žile in na dolgi rok lahko nastane strdek. Strdek pomeni, da lahko privede do srčnega zastoja, se pravi do srčne kapi ali možganske kapi. Tako da zaradi tega je toliko pomembno, da pač mi poskrbimo prej, zato so alarmantne zadeve, ko merijo vrednost holesterola, pritiska in trigliceridov, ker to pomeni, da na dolgi rok ne vodi nobeno dobro zadevo. Zdaj pa kaj moramo narediti? Poglejte, rekla sem že, C-vitamin pa E-vitamin sta dejansko ključna, lahko jih dobite tudi pri meni. Pri E-vitaminu morate biti zelo previdni, če kupujete umetni E-vitamin, ga prepoznate pod oznako se pravi D-alfa tokoferol je naravni E-vitamin, D-L-alfa tokoferol je pa umetni E-vitamin. Zdaj jaz polečem iz mojega podstrešja te informacije, da vam točno povem. C-vitamin približno 1000 mg na dan je priporočljivo. Zdaj pa še ena stvar, ki je pa deluje na to, da počisti tukaj noter. Glejte, imamo pa omega-3 počisti po žilah in ker je pa vse skupaj vnetni proces, vam priporočam, da začnete uživati velike količine česna in čebule. No in pogosto ljudje rečejo, ja, jaz uživam česen, koliko? Ja, en strok na dan, to je premalo. Glejte, če vidite, da ne gre z hrano, v tem primeru vam priporočam, vzemite česnove tablete, to dobite pri meni od Neolife, se pravi garlic allium kompleks, in vsake vzamete po 2, se pravi 2 E-vitamina, 2 C-vitamina, 2 omegi ali pa 3 recimo in 2 česnovi tableti in to je v bistvu rešitev tako za holesterol kot za trigliceride. No, tako da to je zdaj ena taka rešitev, zraven je pametno pač uporabljati oglje in pri prehrani nujno za vse tiste, ki imate težave z jetri, morate pri vsakem obroku uživati zelenjavo. Prav pri vsakem obroku. Se pravi, telo potrebuje zelenjavo. Zakaj? Zaradi vlaknin. Zato, ker se naša jetra preko žolčja razstrupljajo, te žolčne kisline se vežejo na vlaknine in to dobesedno gre v veci školjko. Zdaj pa pojdimo naprej. Se pravi, vneta sečila, zastajanje tudi vode v telesu, vnetje mehurja. Kaj v tem primeru primanjkuje? V vsakem primeru imate preveč kisel urin, tudi v tem primeru bi oglje prišlo prav, zato ker dela bazično območje. Hkrati vam pa priporočam, začnite uporabljati flavonoide. Flavonoidi, to je prehransko dopolnilo iz brusnic, rubidnic, borovnic, ameriških, naših borovnic in poskusite čim več tega vijoličnega sadja vnesti v svojo prehrano, predvsem v smutije. Zmed hrane vam priporočam sploh, veste kaj je dobro, rdeče kislo zelje. Ga lahko ravno tako popražite na čebuli, na rdeči čebuli, čim več rdečega uporabljajte in boste videli, da stanja, ta vnetja se bodo kaj hitro izboljšala. No, zdaj pa pojdimo naprej še na limfo, celulit, bolečine v križu in bolečino v kolenih. Zdaj, če gledamo, kaj imajo skupni imenovalec vse te težave,
to je slabše delovanje prve in druge čakre. In kdor ima težave s koleni, dajte, če vas boli desno koleno, pomeni, da je povezan z moško platjo, se pravi, ste mogoče jezni na moške v vašem življenju. Če vas pa boli levo koleno, je pa povezano z žensko platjo, ste pa mogoče, če ste ženska, jezni sami na sebe, če ste pa moški, jezni na vse ženske okrog vas. Tako da vse to je povezano, vse te bolečine so povezane pač z neko zastalo energijo in tudi, kar se tiče limfe, celulit in bolečine v križu so povezane z limfo. Zdaj pa kaj lahko v tem primeru naredimo? Ravno tako pomagajo vse vijolične zadeve, od aronije, sok iz aronije, do vseh karkoli rdečega. Zdaj mi pade na pamet trjak. Trjak se kuha predvsem na Sevškem in to je v bistvu kot neka smola iz bezga. Tako da tudi bezgove jagode in mogoče ideja za naslednje leto, ko bo bezeg, da ga naberete, zmrznete in date v skrinjo in potem iz tega kuhate čaj. Tako da v glavnem vse, kar je vijolično, bo pomagalo tudi pri čiščenju limfe. Zdaj pa, če gremo še na križ, tisti, ki imate pa zariban križ, vam pa telo poleg tega tudi sporoča, da ste močno podhranjeni z B-vitamini, zato ker B-vitamini, če imate knjigo, kaj pa če je vsega kriv vitamin B12, boste videli, da je v bistvu vitamin B12 tisti, ki veže vse ostale B-vitamine in tisti, ki imate prav zariban križ in mogoče, da ste prav zaribali, lahko da vam manjka tudi velika količina D-vitamina. Tako da, zdaj ja, veliko stvari sem nanizala, mogoče, da vam bo bolj enostavno, da pogledamo shematsko, ker ko boste razumeli tako, no, kam sem dala flomaster, da vam bom razložila, očitno bom novega vzela, v redu. Želim vam razložiti prehransko piramido. Prehranska piramida je tako, da takole, lejte. Se pravi, mi rabimo v osnovo nekaj za razstrupljanje. Za razstrupljanje na splošno pospeši ali kalcij ali magnezij, lahko skupaj kalcij, magnezij, tudi D3 vitamin, acidofilus, se pravi probiotiki. To je v bistvu predvsem za razstrupljanje. Potem imamo prvo kategorijo, rabimo olja, dobra hladna stiskana olja, zato da odprejo celično membrano in potrebujemo B vitamine. Potem naslednja kategorija so zaščitne snovi, antioksidanti, vitamin C in vitamin E. Naslednja kategorija so gradniki, to so aminokisline, se pravi so beljakovine. Zato vedno razlagam, potrebujemo pri hrani, vedno se vprašamo, kje so tukaj beljakovine in vedno se vprašamo, kje so tukaj vlaknine, zato ker tudi s sadjem in predvsem zelenjavo dobimo zaščitne snovi. No in ta zadnja, ta kategorija so pa dobre maščobe omega 3. In zdaj gledamo pri vseh teh težavah, iz vsake kategorije rabimo nekaj. Najlažje pokrijemo beljakovine s svojo prehrano, tudi vlaknine se da pokriti s svojo prehrano, kjer nam pa zmanjka, so pa te velike količine antioksidantov in kdor je v stresu, tudi velike količine B vitamina. No, tudi D vitamin zdaj v zimskih mesecih, seveda tega ne moramo dobiti zadostno količino s hrano, tako da je potem pametno pač majčkeno poskrbeti za svojo, da podpremo telo, da bomo zdržali tam do aprila, ko se začne, oziroma marca, ko se začne regrati, ko dobimo prvo zelenjavo in potem je lažje. No, tako da zdajle januar, februar smo pa dejansko najbolj podhranjeni, praktično s hranilnimi snovmi in tudi sončno energijo. Tako da zdaj pa ta sončna energija je pa pozitivno razmišljanje. A gremo še na nekaj kart sporočila. Dajmo zdaj, ta prve sem vzela v roko Ošutove karte, da vidimo, kaj je za vas, ki imate mogoče kakšne zdravstvene težave. Prvo sporočilo. Upočasnitev vašega ritma. Dajte upočasniti vaš ritem. Naslednja je ubranost. Dovolj, da vas vodi srce, dovolj, da vas vodi kronska čakra, da delate tisto, kar veča vašo radost. In zanimivo je, prišla je karta sen. Lahko je to vir vašega stresa ali pa
vir vaše motivacije. Začnite mogoče sanjati, kar si želite, začnite slikati svojo bodočnost in boste videli, stvarstvo se odziva na vašo frekvenco vaših misli. Še prehod v novo dobo, da vidimo, kakšno je sporočilo za vas, ki ste pogledali tale video do konca. Prvo, drugo sporočilo in tretje sporočilo. Da vidimo, 4 so vam prišle. Svobodno izražam svojo resnico. Jaz sem resnica. Ta je zanimiva karta, lejte. A veste zakaj? Grlena čakra. Grlena čakra, ščitnica. Ti dve sta povezani s tem, da izražamo, da povemo, ne da lajamo v svet, ali pa kot volkovi v luno, kjer v bistvu samo nekdo nekaj zavija. Zdaj se spomnila, ko so bile moje punce manjše, hčerke, sem včasih tečnarila, veste, tako. In otroci me niso slišali, ker očitno sem bila še en stroj v hiši, ker ropota. Poleg pralnega stroja, poleg pomivalnega stroja je mami ropotala. In sem prišla do zaključka, da če želim, da me one slišijo, moram ubrati drugo pot. In sem začela šepetati. In sem naredila Pija, Anja, Sara. In v tistem, ko sem zašepetala, sem naredila, mami, kaj je? In dejansko, včasih je treba ubrati drugo pot, če vidite, da nikamor ne pridete po eni. Naslednja je prišla stvarjenje. V meni se vsak dan rojeva nova energija. Jaz sem povezana s plodnostjo in z obiljem. In potem naprej. Sem človek, ki deluje v dobrobit vseh, jaz sem bitje svetlobe. Dovolite si, da sijete v svoji okolici in ko vidite, da vas nekaj ugaša, in sploh holesterol, pritisk, prva čakra, druga čakra, bolečine, so znaki, da delate stvari, ki ne spodbujajo vašo rast. Morate se ustaviti in mogoče kakšno stvar spremeniti. In naslednja je pa dejansko, ta je pa sama ven prišla, zmorete vztrajati na začrtani poti, ker vam angeli stojijo ob strani, se pravi, zaupajte v pomoč vseh svetlih sil in tista ideja, ki vam pride na pamet, dajte jo uresničiti. Verjemite, da s to idejo boste verjetno mnogim pomagali do boljšega počutja, predvsem pa, lejte, ko sami naredimo neke premike v življenju, mnogim lahko pomagamo svojo zgodbo, ker smo mogoče kot nek vir navdiha za ostale, ker če en zmore, lahko tudi drugi. Tako da delajte na sebi, imejte se radi in predvsem ne poslušati vse negativce, ne se prepuščati strahu, ampak delujte tako, kot ste vodeni. Uživajte v tem večeru in predvsem uživajte v dneh, ki so pred nami, ker dejstvo je, da vsak izmed nas lahko ustvarja svojo realnost.